Eni na morje, drugi v hribe in gore. O okusih ne razpravljamo, o pravilih pač, a žal so opozorila pogosto zaman. Specialist družinske in urgentne medicine, alpinist, gorski reševalec in vodnik Iztok Tomazin je zato idealen gost, s katerim bova nekaj napotkov ponovila. Dober dan in dobrodošli. Dober dan, lep pozdrav. Ste kdaj jezni ali pa žalostni, ko vidite razlog oziroma povod za nesrečo v gorah? Pogosto oboje. Jezen, pogosto zaradi tega, ker je kup nepotrebnih, nesmiselnih reševalnih intervencij, ki bi bile lahko preprečene ali pa vsaj umiljene, če bi imeli ljudje bolj odgovoren odnos do gora, če bi šli v gore pripravljeni. Žalosten pa seveda, ker se zaradi takih nepotrebnih nesreč, nesmiselnih nesreč včasih dogajajo tudi tragedije. Zaradi nekaj zgodb o posameznikih v lahki športni obutvi ali celo športnih sandalih bi bilo verjetno krivično v isti koš metati vse pohodnike oziroma planince. Pa vendar, če začneva z nekaj najbolj splošnimi napotki, kateri so? Temeljni napotek niti ni konkreten, ampak do vsakega okolja, v katerega gremo, z neko, recimo temu, pustolovsko žilico, je treba imeti neko spoštovanje, nek odgovoren odnos, in gore so vsekakor tako okolje, zelo lepo, vendar tudi zelo zahtevno. In brez tega temeljnega odnosa iz tega vse sledi. Tudi to, da se na turo dobro pripravimo, tudi to, da se na turi odgovorno obnašamo, da smo dobro opremljeni. Skratka, to je bistvo, da imamo neko spoštovanje, nek odgovoren odnos do okolja, v katerega se podajamo. Ne se bo to gore ali more ali karkoli drugega. Pri čem najpogosteje šepamo oziroma nam seveda v narekovajih spodrsne, ko smo v gorah? Zaradi omenjenega je možnih spodrsljajev oziroma nepravilnosti veliko. Od slabe priprave na turo, se pravi pomanjkanje informacij, pomanjkanje opreme oziroma nepravilna oprema, in pa seveda tudi slaba oziroma nezadostna telesna in pa duševna pripravljenost. To so temeljni vzroki oziroma mehanizmi, zaradi katerih se dogajajo nesreče. Kaj v visokogorju od opreme ne sme manjkati? Marsikaj, če začne z dobrim nahrbtnikom, da imamo sploh to opremo kam dati, ustrezna oblačila, tudi oblačila za primer poslabšanja vremena. Vsekakor danes skoraj vedno obvezen pripomoček prenosni telefon z dovolj napolnjeno baterijo, če slučajno gre kaj narobe, da se lahko pokliče na pomoč. Ustrezna količina tekočine, kar je izjemno pomembno, zlasti poleti, primerna prehrana, zaščitna oprema, če je teren nevaren zaradi padajočega kamna ali zaradi padca, seveda tudi čelada. Če smo na tako imenovanih feratah, potem se ustrezne rokavice, varovalni pripomočki in še marsikaj bi se našlo. Ljudje svojo kondicijo in znanje pogosto precenijo, podcenijo pa vremenske razmere oziroma nagle vremenske spremembe. Kako ravnati, ko nas v gorah ali hribih doleti nevihta, oziroma kaj si zasluži nikakor ne in nikdar? Danes so že tako točne in zelo specifične vremenske napovedi za posamezna področja, da je res malomarnost, če si tega ne pogledamo. Se pravi, skoraj nas v gorah ne bi smelo več slabo vreme presenetiti. Če pa nas preseneti, seveda je treba čim prej najti ustrezno zavetje. Kot sem že rekel, moramo biti dovolj dobro opremljeni z oblačili, če so padavine tudi nepremočljivimi. Še posebno pozornost moramo nameniti, če pride oziroma se bliža nevihta. Tudi to je praviloma napovedano. Pri nevihti treba upoštevati pravilo 30-30, ki ga večina nažalost ne pozna. To je, ko je presledek med bliskom, ki ga vidimo, pa gromom, ki ga slišimo, manj kot 30 sekund, se pravi nevihta nekje 10 km proč, takrat smo že neposredno ogroženi, ker na taki razdalji lahko udar strele zelo hitro preskoči. In nadaljevanje še vsaj pol ure po koncu nevihte, se pravi, ko se nevihta od nas odmakne, naj ne bi izhajali iz zavetja. In če v bližini ni koče, kakšno to zavetje lahko je? Problem je, če smo nekje na izpostavljenih vrhovih, grebenih. Zdaj, če gre za veliko votlino, je to varno zavetje, ampak tega v naših gorah so razmerno malo. Majhne votline, previsi in podobne zavetja so lahko še nevarnejši, ker vemo, ko strela udari, potem tok potuje po mokrih tleh, stenah, pač po neki površini. Zdaj, če smo na ravnem, na izpostavljenem, bežati nima smisla, ker ne bomo nikamor ubežali. Nevihta običajno pokrije veliko področje. Pa skušajmo si dati pod sebe neko izolativno podlago, vrv, če jo imamo, kakšen nahrbtnik, karkoli,
počepnemo oziroma pač poskrbimo, da čim manj štrlimo v zrak, da nismo kje v bližini kakšnih jeklenic, kakšnih drugih kovinskih predmetov, načeloma tudi kovinske predmete odstranimo iz več razlogov. Skratka to. Tudi mobitel. Pri telefonih je običajno tako, da ga skušamo dati v nahrbtnik, vendar ne nekam blizu površine, ampak zaščitenega, če nas slučajno udari stranski tok strela, da je manjša možnost, da ga tok poškoduje, da lahko potem pokličemo na pomoč. Kaj bi rekli, da je v gorah največja nevarnost? Verjetno ne kače, pa če pustiva ob strani človeško malomarnost. Ja, največja nevarnost dejansko je človek sam sebi. Se pravi slabo pripravljen, slabo informiran. Težko bi izpostavil neko največjo nevarnost konkretno. Mnogo jih je za take, ki so nepripravljeni, od vremenskih pogojev, strmine, zahtevnosti terena, živali. Mislim, da so zelo, zelo redko, sploh če pazimo, da bi živali povzročile kakšne poškodbe. V glavnem to poletje seveda tudi še vročina, tudi če je lepo vreme, če nismo dovolj pripravljeni, pravilno oblečeni, dovolj hidrirani, ravno tako lahko pride do hudih oziroma usodnih posledic. Morda ne bo odveč ponoviti, kako ravnati, ko se v gorah znajdemo v kakršnikoli stiski oziroma koga obveščati in kako. Uporaba mobilnega telefona verjetno ni nujno zanesljiva, ker je signal pogosto šibek ali pa ga celo sploh ni. Ja, seveda, večina ljudi se zanaša na prenosne telefone, pokritost gorskega terena, saj v Sloveniji je kar dokaj dobra, so pa tudi sive lise, ker ni možno. Res je, da številko 112, ki je edina številka, ki jo priporočamo, da se kliče na njo, ne nekaj prijatelje, znance, tudi če so gorski reševalci. Vsaka intervencija najhitreje steče, če se pokliče številko 112. Moramo poznati tudi vsaj neka druga opozorila, če recimo nimamo signala ali pač kličemo na pomoč, če je to po noči s svetlobnimi signali, ali koga pošljemo, da gre na pomoč oziroma da pride do terena, kjer je signal. Skratka, čim prej moramo obvestiti o nesreči, to je prvo. Drugo je pa seveda ponesrečenca, bolnika, pač tistega, ki se mu je nesreča pripetila, moramo ustrezno zaščititi. Če je v zahtevnem terenu, pač poskrbimo, da ne zdrsne. Če je izpostavljen močnemu soncu, vročini, pa ima recimo že težave zaradi tega, ga ustrezno zaščitimo s folijo. Skratka, najprej poskrbimo za svojo varnost, potem za obveščanje, potem pa za varnost in čim boljše počutje ponesrečenca. Še to, kako se na hribe, zlasti pa na gore, pripraviti psihofizično, ta prvi del me zanima, torej psiho. Temeljni del je, da smo dovolj motivirani, da ne gremo samo v hribe zaradi nekaj všečkov ali pa mogoče objave na Facebooku, ampak da si tja res želimo iti zaradi lepega razgleda, zaradi zdrave telesne aktivnosti, pač tudi zaradi kakšnih drugih stvari, zaradi katerih nekateri zelo radi hodimo v gore. Se pravi, temeljno je ustrezna motivacija in pa, kot sem že večkrat poudaril, odgovoren odnos do okolja, v katerega se podajamo. Seveda med psihično pripravo sodi tudi informiranje, da si tudi mogoče že nekoliko predstavljamo ali celo vizualiziramo potencialne težave, izzive, ki nas čakajo, da se posvetujemo mogoče s kom, ki je tam že bil. Dobra priprava je v bistvu tudi dobra psihična priprava. To je bil specialist družinske in urgentne medicine in pa gorski reševalec Iztok Tomazin. Hvala lepa za pogovor in pa končujem z željo, da bi vašo pomoč v gorah potrebovali čim manjkrat. Hvala, tudi mi si želimo, da bi bilo intervencij čim manj, čeprav seveda, če so res potrebni, jih z veseljem opravimo.